Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav. Z tokrat nekoliko drugačne oddaje dogodki, namreč tema bo in pogovor tekel. Z nami je Branko Recek, predsednik Občinske športne zveze Moravske Toplice in vodja regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije v Moravskih Toplicah. Branko, lep pozdrav. Ja, tudi z moje strani lep pozdrav in presrčno pozdravljam vsi gledalci vaše televizije. Torej, o čem drugemu govora, ko prideva skupaj kot o športu, gre za seveda 23. september, ki smo ga lansko leto v Sloveniji na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije razglasili za slovenski dan športa. Nekaj posebnega. Veliko ljudi verjetno tudi ne ve, da imamo Slovenci državni praznik, sicer ne dela prost dan, ki se imenuje slovenski dan športa. Morda malo o tem, kako je sploh tale ideja nastala. Tako je. Mi smo lansko leto prvič praznovali ta državni praznik, kot se je sam omenil, ni dela prost dan, dan slovenskega športa, kjer smo rekli, da naj vsak Slovenec na svoj način preživlja ta dan, tudi aktivno, da se da v copote ali gre na igrišče ali pohodi, na bilo kakšen način, da preživi ta dan. Ja, ideja o tem je nastala v strokovnem svetu športa za vse, kjer tudi sam sodelujem in smo kar nekaj časa razpravljali o tem. Sicer je naša pobuda bila v tem, da naj bi bil ta dan, državni praznik, dan športa 1. oktobra. Zakaj 1. oktober? 1. oktobra leta 1863 se je ustanovil sploh Južni Sokol, se pravi prvo organizirano društvo v republiki, takrat še v Avstro-Ogrski, Habsburžane, in se prvo tako društvo organizirano, ki so pa temelje postavili tudi za naprej organiziran šport sploh v Sloveniji. In na ta način smo hoteli to narediti. Žal nam to s državnim zborom, potem ko je še izvršni odbor Olimpijskega komiteja Združenja športnih zvez sprejel ta naš predlog, da bo dan državnosti oziroma dan slovenskega športa tudi državni praznik. Sprejel smo ga, dali v državni zbor, kjer so ljudje, predsedniki in podpredsednika opravljali svoje pogovore in ta dan žal ni šel skozi. Pa vseeno smo dobili 23. september, če se spomnimo še to, da smo 23. septembra leta 2000 smo na olimpijadi v Sidneju prvič osvojili zlato medaljo. Luka Špik in Iztok Čop sta osvojili zlato medaljo in zaradi tega smo tudi takrat prišli na 23. september. Pa mislim, da tudi, da ne bomo izpustili tudi debelc v streljanju takrat. Ja. Ampak 23. september, torej spomin na prvo olimpijsko zlato medaljo Slovenije kot samostojne že. Je pa res, Branko, omenili ste tisti 1. oktober, kot ste dejali, Sokoli so nekako postavili potem eno organizacijsko shemo, kako se družiti, kako nadaljevati. Slovenci smo izredno športen narod. Zdaj sem neki dan po uspehih naših odbojkarjev celo prebral, da smo v samem vrhu glede na število prebivalcev in to ne samo v individualnih športih. Mi smo v kolektivnih športih tako majhen narod, ker sem pač v odbojki vem, toliko koliko je Slovencev imajo v Rusiji registriranih igralcev, mi pa 2 milijona in potem smo višje od njih. Moramo reči, da je to tradicija in da smo Slovenci športen narod. Tako je, Slovenci smo fejst športen narod. Glede na to, koliko nas je, kot si sami omenil, 2 milijona se nas ukvarja z športom, rekreacijo ali vrhunskim športom, izredno zavidljivo število ljudi. In tudi po vseh statističnih podatkih, tudi ne nazadnje zdaj, ko ga je upravljala Medija Šport, koliko ljudi, Slovencev se tedensko ukvarja z športom, se pravi 5 ur na teden, je to zavidljiv podatek 40%, kar nas presega edino skandinavske države. Če pogledamo, da koliko se recimo trikrat tedensko z športom rekreira, tudi drugače ali na ta drugačen način, pa je to nekje 65 do 70%. Se pravi, da smo eni najbolj aktivnih sploh državljanov v Evropski uniji in tudi mogoče na svetu. Ja. Glede tega, kot sva prej dejala, ne samo vrhunski šport, čeprav moramo se zahvaliti, vrhunski športniki nam dajo izredno motivacijo, tudi za običajno življenje. Ponosni smo na njih, in nekako tudi so bili promotorji Slovenije in še so zmeraj potem
ko zapojemo zdravljico skupaj z njimi, nekako vedo tudi drugi, kje je ta ljuba Slovenija, nekje pod Alpami, kaj ne. Ampak, kot ste dejali, Branko, gre za vsesplošno gibanje, ne. Vsesplošno ljudje se rekreirajo in tu imamo mi sistem zelo dobro zastavljen. Tako je. Pri nas je ta sistem sicer izhaja že iz prejšnje države, je izredno dobro vzdrževan in tudi ta sistem pri nas drži. Dosti Slovencev, kot sem rekel, uporablja to in vsi na dan se ukvarja z rekreacijo, tudi v osnovnošolski pa srednješolski v šolah tudi spodbujajo k rekreaciji, k gibanju, čeprav je zdaj nekaj manj šolskih ur v osnovnih pa v srednjih šolah, pa vseeno ljudje smo športni, kot smo že sam rekel, Slovenci smo športni narod. In tudi ti vsi vrhunski športniki, ko navredijo uspeh, nas še bolj navdihnejo za to, da se gibljamo, da smo zunaj. In kaj to pomeni? S tem krepimo tudi zdravje. Nenazadnje je šport izredno pomemben za zdravje. Zraven duševnega zdravja je izreden komponenta k zdravemu življenjskemu slogu. Tako da res moram povedati, da šport do Slovenije, in jaz rečem, šport je zakon. Šport je zakon v vseh življenjskih obdobjih. Za povsem navadno rekreacijo ni potrebno veliko. Peš, kolo, copati, imamo čudovito naravo, imamo danosti, ampak bo vam vseeno pogledala, imamo pa tudi poskrbljeno dovolj dobro ostalo infrastrukturo, kjer se lahko ljudje rekreirajo. Misleč tukaj na športne dvorane, pa morda bova pogledala samo deželo v Muri, recimo, imamo vse več teh trenažerjev oziroma teh telovadnic na prostem, tudi po občinah sveta v Muri, župani vse več dajo recimo na to in namenjajo sredstva, tako da pogoji za to smo. Samo to je tudi, ne smeš biti malce len. Ne? Točno tako. Mislim, da res te lokalne skupnosti, čeprav večkrat govorimo, da je preveč občin nastalo v Pomurju v tem obdobju. Pa vseeno, te občine so nekaj prispevali tudi k športu. To so največji financerji, poleg samih osebno, ki jih financiramo v šport. Imamo vse pogoje, da se lahko ukvarjamo z športom, ali je to v naravi. Narava je tak največji športni objekt. Če pomislimo tako, da v teh v naravi, recimo gibanje na drugo v naravi, pol so te fitness športi oziroma fitness naprave, ki so zdaj neki modni trend tudi, da postavljajo občine. Potem pump tracki za kolesarjenje. Vidimo zdaj v tem času covida, pandemije, epidemije, ki je bila, koliko Slovencev samo oziroma kolesarjev v Pomurju, da so s tem tudi spoznavali deželo v Muri. Dosti Slovencev sploh ni vedeli, kje je Prekmurje, kje je Pomurje, kje je Ljutomer, kje je Murska Sobota, kje je Moravske Toplice. Tako da je šport vseeno bil, tudi ta pandemija je nekaj prispevala k temu, da smo se začeli gibati, čeprav ugotavljajo profesori na fakulteti za šport, da pa je to slabo vplivalo na osnovnošolske otroke, ker dosti zaradi tudi iz teh audio-vizualnih naprav, se pravi teh pametnih telefonov ali smart telefonov, so raje imeli gibanje na telefonu kot pa v naravi. Tako da tudi to nekaj ni bilo, ali vseeno moram reči, da imamo res dosti športnih objektov in že zdaj vabim sam tudi naj se na jutrišnji dan, ko bo dan državni praznik, popoldan, ko gre iz službe, naj se obujejo copate, ko pridejo domov, pa v naravo. Ali s tekom, ali s kolesarjem, ali z gibanjem, ne vem, tudi sproščenost nekako v vrtu samem je tudi gibanje in najprej živite še res dan lepo in športno. Branko, imate dober vpogled vsaj na levi strani Mure v dogajanje, ki se bo dogajalo v sklopu tega praznovanja, ne, se pravi v Prekmurju, pokrivate tudi večji del Goričkega oziroma veste, kar številne občine, številne športne zveze so se priključile te akcije tudi na desnem bregu in dogajajo se stvari, ki bodo v čast slovenskemu športu. Morda na vaš konec vem, da bodo zopet v Murski Soboti pri Expanu, že 2-3 leta se to počne, povabijo kolektive, lep odziv moram reči, pridejo, potelovadijo, eno, drugo, tretjo in tudi vi na vašem koncu boste verjetno imeli kakšne prireditve, morda o tem kaj.
Ja, seveda, fejs smo se angažirali v tem, s tem, da smo jih povabili tudi vse športne zveze, vse občine, smo povabili, da naj na ta dan registrirajo svoje športne dogodke. Pokrajina ob Muri, se pravi, Pomurje samo bo izredno dobro aktivno. Zakaj govorim? Ker upam, in mi smo tudi povabili vse osnovnošolske ravnatelje pa šole, naj na ta dan organizirajo športne dneve. Upajmo, da so šole v to šle. Koliko jaz poznam, recimo v občini Moravske Toplice, pa tudi v mestni občini, pa tudi drugod, mi v občini Moravske Toplice jutrišnji dan imamo mini olimpijado na 9 lokacijah. Zaradi same pandemije ne moramo imeti, vedno smo imeli skupaj, zdaj pa imamo na 9 lokacijah, se pravi 3 osnovne šole, pa 6 enot vrtcev. To je po celi občini. Občina Puconci, kot si sam omenil, Športna zveza mestne občine mestne Murske Sobote, Zavod za šport, kulturo in turizem pripravlja izredno veliko dogodkov pri Expanu. Naš hokejski klub v Moravskih Toplicah pripravlja nekaj, da vabi ljudi, naj spoznajo, kaj je hokej. Tudi turiste već dobro vadi. V občini Puconci imajo športni dan in pripravljajo najprej večjo skupino otrok, v petek pa imajo recimo ta nižje razrede. In da ne govorim več, mislim, da je v vsaki občini izredno so prispevali k temu dnevu, ko praznujemo dan slovenskega športa. In da potegnemo še enkrat rdečo nit, namenjeno je ljudem, namenjeno je zdravju, ne nazadnje, družba je toliko zdrava, kot se dejali psihološko in telesno, koliko je zdrav vsak posameznik. In to je dober predznak že vrsto let in seveda, bomo rekla, tisti deležnik spoznanja, da zdrav duh v zdravem telesu, kot smo svoj čas dejali, še kako pomemben za razvoj družbe in za naše počutje. Tako je, sam si se povedal, tako da dosti ne bom govoril o tem več. Moram pa povedati, da zdaj, ko danes končujemo dan mobilnosti, že 16. smo jeklene konjičke dali stran, smo šli na kolesa, smo šli na sprehode, tako da nismo uporabljali avtomobile. Jutri nadaljujemo z dnevom slovenskega športa, se pravi dan, državni praznik. In ta naš državni praznik je tudi začetek Evropskega tedna športa. Evropski teden športa, ki traja od 23. do 30. septembra. Tudi v tem času vabi Evropska komisija za športno dejavnost in za zdrav način življenja z sloganom Bodi aktiven, po slovensko ali Be Active, ki je evropskega značaja, vabi vse državljane Evrope, pa tudi državljane trenutno zdaj Sloveniji, da se naj aktivirajo, da naj preživijo ta svoj teden športa, pa tudi čez cel ljud naj se bavijo z športom, da dajo nekaj na svoje zdravje. Vse, kot so sama ugotavljava, je šport izredno veliko pomembno za zdravje. Še drugo, nas združuje, nas povezuje. Tudi z športom, ko se identificiramo z vrhunskim športnikom, najbolj povezuje Slovenijo. Ni več nobenih razklanjen leve, desni in smo vsi eno, Slovenci, kar moramo biti. Takole, koliko vem, samo 8 držav v svetu ima državni praznik športni praznik, med njimi smo Slovenci. 23. pričnemo z našim praznikom, Evropska unija pričenja teden športa evropskega, kar pomeni, lahko smo ponosni seveda na naše športnike, lahko smo ponosni sami nase. Ja, sigurno. Mi si nimamo kaj očitati. Mi imamo dobro usklajen vrhunski šport. Imamo res dobro delujoča društva, športna društva, iz katerih sploh izhajajo vrhunski športniki. Tako da mi imamo nekje 7600 športnih društv v Sloveniji. Kaj to pomeni? Mislim, ko vidiš to, ko se pogovarjamo, kaj ta društva pripomore k zdravemu načinu življenja, k življenjskemu nadstandardu, se res mora smisliti, da smo Slovenci športni narod in si zaslužimo ta praznik. Ker državni praznik, dan športa je izredno velikega pomena.
ne samo za, mislim, navadne državljane, mislim, da smo lahko ponosni, da nam je sploh država dala, kot si sam omenil, da smo med tistimi 8 državami, ki sploh imamo državni praznik dan športa. Bodi tako, Branko Recek, predsednik občinske športne zveze Moravske Toplice in vodja regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez. Hvala za današnji obisk, tale prijeten klepet v športu. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost v tokrašnji malce drugačni oddaji Dogodki in upam, da smo v tem pogovoru z našim gostom tudi vam takole namenila malce namiga, da boste morda malce potelovadili, šli v naravo, opravili kakšen sprehod ali se še bolj aktivno ukvarjali s športom. Pa ne, šport živi in za zdravje vam pošiljamo lepo zdrav iz studia televizije AS.